Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V letu 2010, v maju, je papež Benedikt XVI. V Fatimi napovedal 7-letno pripravo na 100-letnico fatimskih dogodkov, ki jih bomo praznovali leta 2017. Smo torej v sklepnem delu teh priprav, med katere bo pri nas v Sloveniji spadal milostni obisk kipa Marije Romarice iz Fatime, ki bo med 13. majem in 13. oktobrom prihodnje leto romal po slovenskih škofijah in župnijah. Danes gostimo glavnega koordinatorja tega obiska in predsednika Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu v Sloveniji, gospoda Alojza Snoja, tudi župnika v Stari Loki. Dober dan, lepo pozdravljeni. Dober dan tudi vam vsem, gledalcem pred kamerami, pred ekrani, prisrčen pozdrav in že sedaj tudi zahvala, da ste me povabili v studio, da bom lahko povedal kakšno besedo o tem pomembnem obisku. Gospod Snoj, za začetek zajemiva malce širše, ne le slovenskega prostora. Kakšen je cilj 7-letne priprave na obhajanje 100-letnice fatimskih prikazovanj v katoliški cerkvi? To je lepo povedal papež Benedikt XVI. Ob obisku v maju 2010 v Fatimi. Rekel je, naj bi teh 7 let, ki še potekajo do 100-letnice prikazovanj Marije v Fatimi, pomaga k zmagoslavju njenega srca. Se pravi, da bi Marijino srce zmagalo. To je preroško napovedal predtem že tudi papež Janez Pavel II., ki je tako cenil ne samo Marijo, ampak tudi Fatimo, ker je vedel, da je posebej z njo povezan. In je rekel tudi besede, Kristus bo zmagal po Mariji. Pravi, Kristus želi, da je njegova mati udeležena v vseh zmagah cerkve, tako danes kot v prihodnje. Kaj to pomeni, da bo zmagalo Marijino brezmadežno srce? No, gotovo si vsi želimo boljših časov. Časi, v katerih živimo sami, jih tako doživljamo na svoji koži, niso ugodni ne za človeštvo, ne za cerkev. Preveč je hudobije, zla, vojn, vsega tega, kar nas obkroža, odpad od Boga. Nerazumevanje med ljudstvi, sebičnosti, vsega tega je preveč. Danes vidimo še, kako je ogrožena družina, potem vidimo te vale beguncev in vse drugo. Kako najti izhod iz te krize, iz vsega tega? Sami očitno ne zmoremo tega. Zato zaupamo v pomoč od zgoraj. In če je kdo, ki je tudi pripravljen pomagati, je to gotova Devica Marija. Že ko je prišla v Fatimo, je prišla zato, da bi ljudi svarila, opozorila kot dobra mati, da bi jih obvarovala hudih nevarnosti, za katere je vedela, da pretijo človeštvo. In tudi danes vidimo, vsi se bojimo, da bo prišla katastrofa nad ljudi, nad Evropo še posebej, zaradi odpada od Boga, ker je izgubila svojo identiteto. Naša identiteta pa je evangelij, je krščanstvo, je nova zapoved, ki jo Jezus dal, ljubezni medsebojne ljubezni. Ker tega več ni ali pa zelo malo, smo zelo ogroženi. Mi pa zaupamo, da Marija ni zastonj prišla v Fatimo, da je vedno spremljala, v teh časih pa še toliko bolj človeški rod. In da tudi sedaj, ko bomo obhajali 100-letnico, je priložnost, da se bolj zavemo tega, da prihaja, da nas reši. In mi zaupamo, da bo njeno srce kljub tako slabim izgledom vendarle zmagalo. Torej, ta zmaga pomeni, da bo v srcih ljudi zmagala ljubezen nad zlom, nad sovraštvom in tudi vera nad nevero. Tako, absolutno. Vera, upanje, ljubezen so 3 temeljne kreposti, božanske jim rečemo, za katere si moramo prizadevati z Božjo pomočjo. Da bi to zmagalo med ljudmi, da bi zopet
se vrnili k tistemu, kar smo bili in še poživeli tisto. Jaz sem v zadnjem času večkrat rekel, izgubili smo identiteto, istovetnost, ki je naša krščanska. Zatajili smo korenine, Evropa jih je zatajila. Tudi Slovenija se jih izgleda bolj kot ne sramuje krščanskih korenin. Izgubili zgodovinski spomin. Naj nam Marija pomaga vse to povrniti. In v tem je rešitev. V njenem milostnem srcu in v Božjem usmiljenju. Gospod Snoj, sporočilo Fatime ne spada k javnemu razodetju, kot je to svetopisemsko razodetje, in tudi ne prinaša novih verskih resnic. Zakaj pa je pomembno, da se zanimamo za to sporočilo in ga tudi upoštevamo? Ja, gotovo je res to, kar ste rekli. Marija ni prinesla novih verskih resnic. To ni bilo nepotrebno, niti to ni njen namen. Vemo, da je z razodetjem, z zadnjim tudi apostolom, bilo razodetje končano. Seveda pa cerkev še naprej vodi Sveti Duh po papežu in škofih, ki so za to odgovorni. Marija pa prihaja prav kot mati, kot dobra mati, kot neizmerno dobra mati. Na križu nam je Jezus zaupal. In kot tako jo še kako skrbi prihodnost človeštva. In če je prišla in zato, da bi ljudi posvarila, je tudi naša velika dolžnost, da jo poslušamo. Kot doma v družini pravimo, če otrok posluša mamo, bo varno hodil. Če jih ne posluša staršev, če ne posluša mame, se mu lahko hude stvari zgodijo. Tako je tudi z nami. Zato smo zares povabljeni. Marija nas nagovarja, stvari kot ljubeča mati. Poslušajte moje klice, spreobrnite se, vrnite se k Bogu, pa se bo tudi on vrnil k vam. Kaj je bistvo fatimskih sporočil? Prav to, da bo Marijino srce zmagalo. Na nek način, mislim, nasplošno je to osnovno tisto, kar je hotela Fatima sporočiti. Seveda pa je Fatima sama, tako kot že ob drugih prikazovanjih, Marija, recimo prej v Lurdu, sedaj tudi v Medžugorju, neprestano vabila k spreobrnenju, k molitvi, zlasti molitvi rožnega venca, saj vemo, da je bistveno bilo to. Otroke je vabila, naj vsak dan, ti majhni otroci, naj vsak dan molijo rožni venec, naj se postijo, naj se žrtvujejo, naj z veseljem sprejemajo trpljenje, vse za spreobrnenje grešnikov. Se pravi, molitev, spreobrnenje grešnikov, zadoščevanje. Otroci naj zadoščujejo za toliko grehov. Že te majhne je izbrala, danes vabi vse nas. Naj zadoščujemo, kajti greha je ogromno, vidimo. In samo molitev in trpljenje in zadoščevanje drži svet v ravnotežju. Papež je z razglasitvijo fatimskih pastirčkov za blažene pokazal, da je zelo pomemben, poleg fatimskega sporočila, tudi ta svetniški zgled teh treh fatimskih pastirčkov. Zakaj? Ja, prva dva sta bila že proglašena za blažene leta 2000. Jaz mislim, da je hotel najprej potrditi njuno učenje, da je to res, kar je Marija po njih govorila. Je bila to močna potrditev. Obenem pa vsi pričakujemo, da bodo tisti, ki jih je Bog izbral, pa Marija, za tako pomembno poslanstvo, da bodo tudi s svojim življenjem pokazali, da je to res, da je bilo njihovo srečanje tako močno, da je spremenilo vse njihovo življenje. In njihova svetost je potrditev tega. In povabilo tudi nam, zgled tudi za nas, da bi jo posnemali. Posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu in opravljanje zadostilnih pobožnosti 5 prvih sobot v mesecu so bile bistvene želje Fatimske gospe leta 1917. V kolikšni meri je Marija uspela v teh svojih željah
vse do danes, tako v svetu, kot pri nas v Sloveniji? Ja, to je kar zanimivo vprašanje, ne? Mi vemo, da je Marija naročila posvetitev njenemu brezmadežnemu srcu otrokom že pri drugem prikazanju v Fatimi, ko jim je najprej v prvem pokazala tudi, oziroma v drugem pokazala najprej pekel. V prvem jim je povedala, da jih bo vzela tudi k sebi, ko jo je vprašala Lucija. V drugem pa so videli najprej grozo pekla in pravi, da bi od groze umrli, je rekla Jacinta, če jim ne bi prej Marija obljubila, da bodo prišli v nebesa. Potem jim je pa rekla, videli ste pekel. Bog hoče rešiti človeštvo pred to grozo. Rešitev pa je v posvetitvi mojemu brezmadežnemu srcu in v zadoščevanju s 5 prvimi sobotami. To je bilo že 17. leta, 25. leta je v Pontevedri pa Marija Luciji še bolj podrobno razložila, kaj pomeni 5 prvih sobot, vse te zahteve. Vemo, da je treba opraviti dobro spoved zakrmentalno, da je treba prejti sveto obhajilo, da je treba moliti en del rožnega venca in premišljevati skrivnosti rožnega venca. Mi rečemo delati družbo v 15 minutah premišljevanja. Lucija je naročila otrokoma, je povedala mlajšima, da bosta kmalu pri njej, ko so jo prosili. Luciji pa je rekla, ti boš pa morala ostati zato, da bom po tebi lahko upeljala to pobožnost, to posvetitev mojemu srcu, to 5 prvih sobot tudi in vse to. Ti boš tista, ki boš v svetu odgovorna imela apostolat za to. Tudi sama Lucija, ki je potem odšla, kot vemo, v samostan, jo je skrbelo, če je naredila dovolj, saj ni imela takoj dovoljena o vseh teh stvarih govoriti, vemo. Vemo, da je potem šele 39. leta škof najprej razglasil 5 prvih sobot, je njemu zaupala. Da je za rešitev, za pred obvarovanjem pred drugo svetovno vojno tudi. In da je to papež šele 42. leta, Pij XII. Prvič naredil 30. oktobra. Da smo v Sloveniji imeli milost škofa Gregorija Rožmana, ki je to pobožnost 5 prvih sobot začel s 1. januarjem, oziroma z 2. januarjem, 1. je bil petek, že leta 43. leta, in s tem pripravil slovenski narod na posvetitev, ki jo je potem izvršil 30. maja v ljubljanski stolnici. Vendar so drugi narodi zamujali s tem. Mnogi so veliko kasneje šele to prvič naredili. Razen Portugalske, ki je to naredila 39. leta, drugi tega niso naredili. Mnogo kasneje. Slovenci smo bili med prvimi, Bogu hvala, bomo rekli. No, 91. leta, ko je papež ob 10-letnici atentata, ki je bil 81. leta, obiskal Fatimo, Janez Pavel II., je prišla tja na srečanje z njim tudi sestra Lucija. Pavel Hnilica, znani duhovnik, pregnanec tudi iz Češke. In škof in papežev prijatelj. Nam je pripovedoval, ko je prišel v Slovenijo, da je Lucija ob priložnosti srečanja s papežem šla še na grob Jacinte in Franceka. In da je tam jokala. In da so jo vprašali, zakaj joka, saj sta pri Bogu, ne? Rekla, ne zato, ampak ne vem, če sem dovolj storila za razširjanje češčenja Marijinega brezmadežnega srca v svetu. Ko je fatimski kip Marije Romarice 97. leta prišel v Slovenijo, obiskal Slovenijo, smo se na to zelo pripravljali. V župniji, kjer sem bil v Ljubljana Moste takrat, so bili ljudje tako prevzeti od Marijinega obiska, tako se odzvali na ta vabila, ki smo jih pošiljali, toliko molili za to, da je bil to večji praznik kot Velika noč, lahko rečem.
ob tem obisku. Vse smo posneli na kaseto in to kaseto sem poslal na Portugalsko sestri Luciji. Imel sem tam sošolca iz Rima, prijatelja, in sem poslal njemu in sem mu rekel, prevedi to v portugalščino, jaz sem napisal v italijanščini, in prosim, da izročiš sestri Luciji. Naj ve, in pismo sem zraven napisal. Sestra Lucija, jokala si, ker si mislila, da si morda naredila premalo, pa ni res. Poglej si to kaseto. Tako, kot smo jo sprejeli v naši župniji, ko je bilo zmagoslavje Marijinega srca, lahko rečemo. Tako je sprejela cela Slovenija. Od mojega sošolca je bil pa prijatelj generalni vikar te škofije, Leira, in on je nesel to kaseto sestri Luciji. Sem rekel, če bi morda smela sploh odgovoriti, bom vesel kakšne besede. Ampak važno je, da jo je dobila in da se jo lahko pogledala. Osebno se mi zdi grozno danes ta verska brezbrižnost med ljudmi, na pol prazne cerkve ali še bolj. Marija je že v Fatimi leta 17 opozarjala, da mnoge duše vsak dan gredo za večno v pekel, ker ni nikogar, ki bi bil pripravljen zanje moliti, delati pokoro in tako naprej. Se mi zdi, da je veliko premalo danes, da bi nenehno poudarjali to posvetitev njenemu brezmadežnemu srcu, kajti na drugem mestu je tudi dejala, da bo v teh nevarnih časih odpada njeno brezmadežno srce edino varno zavetje za njene otroke, zemeljske otroke. Kaj še lahko naredimo, da bi nekako bolj prišlo v zavest to sporočilo Fatime o posvetitvi njenemu srcu, tako posameznikov, kot družin, kot župnij in tako naprej? Ja, prav ste ugotovili, gotovo vsi to opažamo, ne? In to je naša skupna bolečina naših škofov, gotovo dušnih pastirjev. Vse nas boli, ko vidimo, da je v cerkvi gotovo vedno manj tudi ljudi, ponekod je upad hujši, drugod morda manjši, vendar povsod je nekaj upada, nedvomno. Nedvomno vidimo, da je toliko greha, da je toliko, kot ste rekli, mene najbolj boli, bi rekel, brezbrižnost na eni strani, apatičnost, da ljudje nimajo več pravega življenjskega poguma. To pa zato, ker so odpadli od Boga. Potem je življenje prazno. Potem samo še morda gledajo, kaj bi našli kakšen užitek, kako bi žurirali, bi rekli mladi. Ne pa, kako bi živeli za Boga in za bližnjega. To sem tudi jaz kot dušni pastir čutil in želel. Zato sem takrat, ko smo slišali, da bo prišel kip Fatimske Marije Romarice k nam, vsem ljudem pokazal film o fatimskih dogodkih. Pridiga o tem, molili smo in odprlo so se nam oči, lahko bi rekel. Še mnogo bolj kot prej sem začutil, da je v njenem srcu rešitev, to, kar ste rekli. Sicer bomo samo tonili še nižje. Zato smo pripravili veličasten sprejem Mariji. Zato sem potem kmalu šel, kar naslednji, še tisti mesec k nadškofu. Sem rekel, gospod nadškof, ne smemo se ustaviti pri tem čudovitem sicer dogodku, ampak kaj pa sedaj? Treba je živeti iz tega dogodka, nadaljevati to življenje. Potem sem se povezal še z drugimi duhovniki, še posebej z opatom Nadrahom, Dolfejem Mežanom in še nekaterimi drugimi. Šel sem še k škofu, šel sem še k nunciju. O pogumu nas je. Je rekel, nadaljujte, delajte, zberite ljudi, podporo temu vašemu prizadevanju in škofi bodo gotovo podprli to. In res je tako zgodilo. Se je zgodilo. Marija zmore med nami v Sloveniji velike reči, če se bomo dovolj številčno odzvali njenemu vabilu k več in boljši molitvi, k zadostilnemu postu in opravljanju dobrih del, je zapisal upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek. Ja.
Ja, mislim, da je to vse še kako drži in da prav to tudi mi hočemo, ne? Da je Marija, da bo zmagalo njeno srce. Samo zaupati moramo, nadaljevati moramo. Zato smo rekli, ni dovolj, da morda je navdušen en posameznik, en župnik, nekaj župnikov. Cela Slovenija bo rešena, da tako rečem, če se bo obrnila k njej, kajti vse zmage so Marine, je rekel papež. A ne, po njej prihaja Kristus do nas in hoče, da so zmage cerkve Marine zmage. Tudi v Sloveniji. Zato smo ustanovili ta odbor, da bi nadaljeval to delo, da ne bi obstali tam pri nekaj lepih dogodkih, ampak da bi iz tega živeli. Zato je pa potrebna tudi ena ustanova, ki k temu spodbuja. Zato smo se začeli zbirati odbor za posvetitev, prihajali skupaj veliko let in po več letih, je bil najprej ta obisk, smo uspeli ponovno dobiti kip Marije Romarice v Slovenijo leta 2008. Vemo, da je prišel 12. junija do 22. v Stično, kamor so poromale vse škofije pod vodstvom škofov. In da smo sedaj zopet, potem smo leta 2012 dobili statut našega združenja. Smo hoteli, da je to jasno zapisano, kaj je naše poslanstvo, naloga tega združenja, da pripomore k zmagi Marinega brezmadežnega srca. V slovenskem narodu pa želimo, da tudi širše, tudi v Evropi. Nadškof Stres, takrat nadškof v Ljubljani, je potrdil naše statute v juliju leta 2012. In tako so neka osnova za naše delo naprej. Vsako leto se dobivamo, razširili smo delovanje, pridobivamo animatorje po župnijah, izkoristil bi to priložnost, da bi povabil vse duhovnike, župnike zlasti, da bi v svoji župniji poiskali tisti, ki razumejo, kako velika je potreba, stiska, da bi širili to češčenje, to pobožnost, Marino zmago, da pridobijo dobre sodelavce, ki bi postali animatorji tega združenja. In da bi se župnije posvetile. Tako. Posamezniki, družine. Vse to troje, kar ste omenili, mi smo začeli najprej s posamezniki, da se človek odloči res za to, da ne govorimo toliko o drugim, ampak vsak sam najprej. Pa tudi manjše skupnosti, samostanske in tako dalje. Potem smo takoj rekli, naj bi se posvetile tudi družine. Če je cela družina posvečena, kolikšen blagoslov je to. Ko smo se pogovarjali z duhovniki, so nam prav to omenili, kako so pravzaprav, recimo ena dekanija, vidim Krško, ko smo jo vprašali, Štajerska je prav rekla, da so vsi duhovniki, ki so prišli iz družin, ki so posvečene Marinemu, oziroma takrat še med vojno so bili tudi še Jezusovemu srcu posvečene in pred vojno, kot so delali škofje, potem pa tudi Marinemu. Zato smo škofe prosili za posvetitev posameznikov in družin. Kasneje pa smo rekli, da bi po zgledu svetega očeta, ki je tudi cel svet posvetil Mariji, 84. leta skupaj s škofi, pa potem leta 2000 ponovno, smo tudi mi dobili dovoljenje od naših škofov leta 2003, da lahko vsak duhovnik tudi svojo župnijo posveti Marinemu, Jezusovemu in Marinemu brezmadežnemu srcu. Kajti, čeprav je prihodnje leto, se pripravljamo na 100-letnico, moram povedati, da je to združenje posvečenih Jezusovemu in Marinemu srcu. Da želimo, da gre za hkratno posvetitev obema srcema. Ker sta ti dve srci od vsega začetka povezani neločljivo med seboj. Kolikšna je odgovornost posameznega župnika na neki župniji, da vzpodbuja svoje vernike k tej posvetitvi, da se posvetijo posamezniki, družine v njegovi župniji in da nenazadnje sam posveti tudi svojo župnijo Marinemu brezmadežnemu srcu. Kajti vemo, da če pastir
ni za stvar, kot pravimo, potem je zelo težko tudi med verniki. Gotovo bi bilo žalostno, če bi morda pastir kar zamahnil z roko, mene pa to ne zanima. Jaz bi ga poprosil, naj se pozanima, naj te stvari preštudira, če ne drugega prebere, da bo morda začutil, kako veliko pomoč lahko dobi od tega. Jaz upam, da je večina pastirjev dobrih pastirjev, da hočejo dobro svojemu ljudstvu, da hočejo rešitev, da se obenem tudi zavedamo vsi svoje majhnosti, svoje nemoči, da mi sami ne bomo nikoga rešili, da je to Božja in Marina pomoč bistvenega pomena. Zato bi prosil, naj se tudi oni obrnejo k tema dvema srcema, naj tudi oni pridobijo pomočnike za to delo. Gotovo jim je pri srcu rešitev župnije, rešitev ljudi. In velikokrat lahko vidimo, kako smo majhni, kot sem rekel, slabotni, kako je samo naše delo nezadostno, premajhno, ne zadošča za vse to, kar bi želeli. In jaz bi rekel, naj z obema rokama pograbijo to priložnost, ki je sedaj, ob ponovnem obisku bo zopet večja, in se vklenejo te pomoči, ki jo daje Cerkev danes. Koliko časa že deluje vaš odbor Združenja posvečenih Jezusovemu in Marinemu srcu in koliko župnij po Sloveniji se je že posvetilo? No, naši škofje so potrdili naš odbor leta 1998, 18. novembra je bilo to objavljeno, na svoji seji 17. so sprejeli to en dan prej. In od takrat naprej naš odbor deluje. Se pravi, je zdaj že 17 let, hvala Bogu. V tem času nam je uspelo navdušiti, bi rekel, za isto delo že preko tretjino slovenskih župnij. Se pravi, 300, približno vsaj 300 župnij se je posvetilo, njihovi posamezniki, župnije, obema srcema. Mi vabimo še naprej, večje, ko bo število teh, bolj, ko bomo vsi skupaj na tem delali in seveda živeli iz teh sporočil. To pa so molitev, vsakdanja molitev, vemo. Molitev tudi rožnega venca. Redna nedeljska maša, ko je toliko ljudi opušča. Hitrejša bo zmaga. Bolj zares živeti evangelij, največjo zapoved. Ne? Vse to, nam to, ta posvetitev nas vabi k bolj doslednemu življenju po evangeliju, to je bistveno. In hitrejši zmagi Marinega brezmadežnega srca. Toliko bolj bo gotova zmaga Marinega srca. Člani vašega odbora se redno srečujete v cistercijanskem samostanu v Stični na vaših sestankih. Ravno v drugi polovici prejšnjega meseca septembra, je potekal tako razširjen sestanek pred prihodom kipa Fatimske Marije Romarice v Slovenijo prihodnje leto. Tukaj ste podali že veliko informacij o tem, kako bo potekal ta milostni obisk, kako poteka organizacija, kaj vse je za to potrebno. Nam lahko malo predstavite, da bi imeli malo vpogleda v to, kako je potrebno vse to organizirati, da lahko pride do tako milostnega obiska? Je potrebnih kar precej korakov, bi rekel, ne samo odločitev, ampak tudi nadaljnji koraki. Na našem odboru smo seveda že več let nazaj o tem govorili in želeli in se posvetovali. Na to smo se obrnili na naše škofe in jih prosili, ker brez škofov nočemo delati, pa tudi enostavno tako ne gre. Tudi Fatima ne odobri obiska, če tega ne podprejo škofje v prvi osebi. Zato smo se z dopisom obrnili na naše škofe in jih prosili, če so pripravljeni podpreti obisk Fatimske Marije v prihodnje leto od 13. maja do 13. oktobra. Škofje so na dveh svojih sejah 14. leta v Ljubljani in potem še 15. leta je bila v Novem mestu dvakrat poslali dopis, podpiramo
obisk kipa Fatimske Marije Romarice v Sloveniji. Prepuščamo pa organizacijo odboru za temu združenja posvečenih, naj vi vse to pripravite v dogovoru s posameznimi škofijami. Seveda sem ta odgovor z veseljem poslal oziroma prosil tajnika tudi škofovske konference, naj ga v imenu škofovske konference pošle na naslov, ker sem se jaz že dogovarjal že predtem tudi z rektorjem cerkve v Fatimi in prosil, da tudi oni odgovorijo, da je naša prošnja podprta strani škofov. To se je tudi zgodilo in iz Fatime je prišel veselo sporočilo, da so zadovoljni, da so naši škofje potrdili obisk in da so za nas rezervirali kip Marije Romarice številka 5. Včasih, ko je prešla 97. leta, je bil samo en kip in je bilo nekaj edinstvenega, da smo ga dobili. Zdaj je že teh roman toliko, še posebej priprave zahtevajo, da Marija marsikje potuje, Roma, zato imajo sedaj 12 kipov. Za nas so rezervirali kip številka 5. In prav za ta datum. In nam naročili, da je bistvenega pomena dobra priprava. To so tudi iz Fatime zapisali. Dobra molitvena priprava. Mi smo potem o tem veliko več sej imeli, razpravljali, pripravljali, kako podpreti ta obisk, kako ga organizirati vse do potankosti. Ustanovili smo tudi 2 odbora, en za tehnično izvedbo, en za medijsko podporo. Potem smo morali stopiti v tesnejši stik s škofijami, ker so nam naročili, sodelujte s škofijami. Tajnik škofovske konference Tadej Strehovec mi je rekel na moje vprašanje, da so to pastoralne službe vseh 6 škofij. Vsem 6 službam sem pisal, na to pa prosil tudi za sestanek z njimi na seji Slovenskega pastoralnega sveta, kjer sem jim nesel ves program, kaj načrtujemo mi ob tem obisku, kaj je potrebno narediti in kaj je naloga ob tem našem delu škofij, tisto, kar mi ne moremo narediti. Mi smo prosili škofe, mi smo se z njimi dogovorili. Sedaj so potrebni dogovori naprej. Oni, te pastoralne službe, naj na sestankih dekanijskih, ko so dekanijske konferenca dekanov v vsaki škofiji. Vsak škof ima to, na vsaki škofiji, kjer je navzoč škof, ker je generalni vikar, ker so pastoralne službe voditelji teh služb, navzoči razpravljajo pomembna pastoralna vprašanja. Mi smo prosili te službe, naj razdelijo obisk, vsaka škofija v svoji po dekanijah, da bo organizirano. Terminsko. Ja, terminsko. Jaz sem nam najprej, zato da ne bi bilo težav, terminsko razdelil potovanje Marije po celi Sloveniji, med vsemi 6 škofijami. Preprosto sem zaračunal, koliko ima, seveda seštev župnije, koliko je odstotkov, to in to po dnevih razdelil med škofije in jim pisal škofom takole in pastoralnim službam, takole smo razdelili potovanje Marije po Fatimskega kipa po naših škofijah. Zdaj pa vi razdelite po dekanijah med seboj, to pa je njihovo delo. Ja. In sedaj sem prosil v ponovnem dopisu tudi škofom in generalnim vikarjem in tem vodjem pastoralnih služb, naj to zanesljivo in dobro naredijo že to jesen na prvi konferenci. Da bodo potem dekani vedeli, kdaj bo kip Marije romal po njihovi dekaniji. Dekani pa so potem od tu naprej tisti, ki so zadolženi, da organizirajo romanje kipa Fatimske Marije po njihovi dekaniji. Po župnijah. Po župnijah. Tako, po posameznih župnijah. Tiste najprej morajo vedeti za župnije, ki se zanimajo. Jaz bi upal, da bi vsaka župnija rada imela Marijo. Morda vsaka ne more, še posebej, če je zelo majhna, ali če je župnik soupravitelj in tako dalje, da ima 2 župniji, saj v eno najzanesljivo. Saj za kakšne ure ali več ur, ne? Tako je, tako je. Tako je bilo v prejšnjem obisku, ko sem bil v Ljubljani, smo imeli v dekaniji, samo 3 ure je lahko vsak imel Marijo, ampak je bilo predragoceno.
Kako bo to tehnično izgledalo? Na kakšen način bo pripotoval ta kip Marije Romarice iz Fatime? Za to romanje smo se med drugim posvetovali tudi z Danico Dobrovoljc, ki je bila pri prvem romanju glavna odgovorna, lahko bi rekel, pobudnica romanja Marije Romarice po Sloveniji. Ona je šla k nadškofu, se dogovarjala, ona je bila, lahko bi rekel, osebna prijateljica patra Kondorja v Fatimi, ki je bil odgovoren vsa leta, dolga leta za romanje Marije po svetu. Z njim se je vse dogovarjala, preskrbela prevode knjig spominov Lucije v slovenski jezik, ki jih lahko izdajo, potrdijo samo v Fatimi. Za vse to je v kratkem času poskrbela. Gospa Danica je še danes, čeprav že 90 let stara, zelo svežega spomina. Povabili smo jo tudi obiskala, je tudi mojo župnijo že pred tem, ko je videla, da se za to zanimam, da skrbim za to. In mi poklonila relikve obeh pastirčkov fatimskih, ki jih je dal pater Kondor. Tako jo imamo sedaj v župniji, sem zelo vesel. Prišla je potem tudi na našo sejo skupaj s patrom Vidom Lisjakom. Takrat so bili v odboru, kratek čas so imeli, samo trije. Nadškof Uran, pater Vid Lisjak in sestra Danica Dobrovoljc. Oni so dali naloge pastoralnim službam, pastoralne službe organizirale vse naprej. V kratkem času jim je čudovito uspelo, ni bilo lahko. Prihod Marije na Brnk in vse to. Gospa Danica mi je rekla, da v Fatimi pravijo, tisti, ki je pristojen, da Marijo pripelje, je škof. Prvi. In to želijo celo, da je metropolit, da je nadškof. Če on ne more, naj gre njegov pomočnik. Prvi pastir. Prvi pastir. In tudi prvi pastir druge škofije naj odpelje nazaj. Bo tudi v našem primeru primeru prvem obisku tako? Je šel nadškof Uran po njo in nazaj je peljal nadškof Kramberger. Sedaj bo podobno. Hvala Bogu, jaz sem šel osebno k nadškofu monsinjorju Stanislavu Zoretu in ga prosil, da bi šel on po Marijo. Organiziral sem prevoz, agencijo, vse, da bi šel s spremstvom, z ožjim spremstvom iz odbora, verjetno bom šel tudi jaz zraven, pa še kdo iz odbora, pater Branko Petavr, ki je podpredsednik našega združenja Cistercijan, da bomo šli po Marijo 10. maja in jo 12. maja pripeljali v Slovenijo. Na večer, okrog 5. popoldan, naj bi jo pričakali na Brezjah. Tam bo slovesen sprejem, večerna sveta maša, pete litanije in procesija z lučkami. Tako bo zvečer, vabimo že sedaj, ljubite tiste, ki imajo radi Marijo, naj pridejo na Brezje. Tudi narodne noše, vse to spada zraven, da bo čim bolj slovesen sprejem. Na to bo Marija na Brezjah prenočila in 13. je to zelo primerno, nadaljevala svojo pot. Ko je bilo prvo prikazanje v Fatimi. Tako, ko je bilo prvo prikazanje v Fatimi. Šla bo po ljubljanski nadškofiji, no do 10. junija, 45 dni je rezervirano za Ljubljano, do takrat še ni 45 dni, ker je škof Andrej Glavan želel, da pride Marija, da je 11. junija navzoča v Novem mestu, ko bo 10-letnica njihove škofije. Smo rekli, bomo prekinili z Ljubljano in bo šla v Novo mesto za 15 dni do 25. junija in se potem za 19 dni še vrnila nazaj in potem v naslednje škofije od Primorske do Celja, Murske Sobote in Maribora. Vi ste prinesli s seboj tudi že razpored, vidim, kje vse in kdaj, v kateri škofiji, morda že sedaj lahko malce naznanite to našim gledalkam in gledalcem. Ja, hvala lepa, skoraj na pamet vem, ker sem te razporede delal, ampak nadškofija Ljubljana od 12. maja, ko pride, se pravi, do 10. junija, ko bo odšla v Novo mesto, potem v Novem mestu bo od 11. do 25. junija, 15 dni. Na to gre zopet nazaj v Ljubljano od 26. se pravi do 10. julija, 11. pa mora biti že v škofiji Koper. V Kopru bo do 18. avgusta.
Na to gre od tam v Škofijo Celje, kjer bo od 18. avgusta do 9. septembra. Iz Celja bo šlo v Mursko Soboto od 9. do 18. septembra. Na to pa v Mariborsko nadškofijo od 18. septembra do 13. oktobra 2016. Ko sem že govoril o sprejemu, naj še rečem tudi o slovesu ali pa o mestnih poteh. Povsod je lepo, da morda Marijo sprejme, ko gre drugam, seveda, da je navzoč tudi škof. Zato smo rekli, da bi bilo lepo, da bi vsak mesec 13. Slovesnost vodil v svoji škofiji škof, ali v svoji stolnici, ali v enem Marijinem svetišču. Vsak mesec 13. 13. samo škofija Celje nima. Smo rekli, naj si pa izberejo en drug primeren datum. Lahko v Celju, v njihovi stolni cerkvi, lahko v Petrovčah, ki je Marijino svetišče in tako naprej. Kjer bodo želeli. Za Ljubljano smo predlagali, ker 13. bo nadškof bo pripeljal, pa bo že na Brezjah, da bi bilo to glavno srečanje, če le mogoče, 30. maja ali v ljubljanski stolnici ali pa v Ljubljani na Rakovniku in da bi to slovesnost vodil nadškof Stanislav Zore. Zakaj? Mi vemo, da je bilo 43. leta prva posvetitev slovenskega naroda Marijinemu brezmadežnemu srcu, ravno 30. maja v ljubljanski stolnici. Da so prejšnji dan, 29. maja, poromali slovesno v procesiji na Rakovnik. Da je šlo na Rakovnik 27.000 ljudi. Da je šel na čelu romarjev škof Rožman s križem in bos romal do Rakovnika. Da je imel tam, so rekli, zunaj na prostem, pretresljiv govor, bila je vojna, ubijanja, bolelo ga je, prosil je Marijo za rešitev. In drug dan potem, tisti dan je bil spokorni shod, lahko rečemo, naslednji dan v stolnici pa svečana posvetitev. Zato se nam zdi, da bi bilo zelo lepo, 2 leti nazaj se je vrnil ta trpeči škof v svojo škofijo in svojo stolno cerkev 13. aprila, en mesec pred 13. majem, zopet na 13. če hočete, ne? Ko so bila potem prva in sedaj počiva v tej cerkvi in lepo bi bilo, da bi bilo takrat. Še za slovo, če omenim, sem pisal pismo tudi gospodu nadškofu Lojzetu Cviklu, da bi on vodil zaključno slovesnost. To bi bila pa zaključna, da tako rečemo, za vso Slovenijo na nek način na Ptujski gori. In da bi tam prišli vsi škofje, če je le mogoče, in bi skupaj v slovenski narod posvetili Mariji. Marijinemu brezmadežnemu srcu. Torej, ko bomo upravljali 5 prvih sobot na fatimski način in jih končali v maju, naj bi se pri zadnji posvetitvi posamezniki in družine posvetili Marijinemu brezmadežnemu srcu. Vsi, ki so se pripravljali na posvetitev. Ko bo Marijin kip obiskal župnijo, naj bi župnik, vsak župnik svoje župnije posvetil celo župnijo, vse farane Marijinemu brezmadežnemu srcu. Vsak škof pa ob sprejemih, če bo 13. imel to svojo pobožnost, 13. maja, junija, julija, avgusta in tako naprej, svojo škofijo. Ob zaključku pa naj bi bila posvetitev cele Slovenije. Vidi se, da je Marija tudi to številko 13 premagala, kajti mnogi imajo to številko za negativno. Prikazala se je 13. maja 1917, 13. oktobra je bil sončni čudež v Fatimi. To nam tudi veliko pove, ne? Nedvomno. Seveda, kristjani, upam, da smo vsi več ali manj, da nismo vraževerni. Vse vemo, koliko ljudi še vedno žal nasedajo vražam, zapuščajo pa Boga. Kdor je globoko veren, se zanaša na to,
Marino srce, Božje srce, ni treba nobenih drugih. In to je ravno, lahko bi rekel, še dodatno potrditev, da je tisto nespametno. Gospod Snoj, kakšen duhovni program predlagate po župnijah, v škofijah, na tem srečanju, ko se bodo zbrali verniki? Kako bo to potekalo? Program, eno je priprava, vi ste mislili prav na srečanje. Že na srečanju. Ja, jaz sem med drugim tudi šel nazaj gledati prav kaseto, kjer je bilo zelo lepo prikazan obisk Fatimske Marije. Kako smo jo mi takrat sprejeli recimo kot en možni vzorec tega. Lepo, zelo lepo je, da jo pričakajo pri kakem znamenju in imajo potem procesijo v cerkev z njenim kipom, ko pride v župnijo. Ko pride Marija v Slovenijo, jo pripelje škof in ko bo odšla. Ko pride v dekanijo, naj bi jo pričakal dekan skupaj s svojimi duhovniki in opravil ta prvi sprejem Marije. Potem bo šele Marija potovala po posameznih župnijah. Tudi slovo naj bi bilo čim bolj slovesno, čim več duhovnikov ob dekanu. Potem pa gre po posameznih župnijah. Sem rekel, lepo je, da jo pričakamo pri kakem kapelici ali kaj podobnega, imamo sprevod v cerkev. Tam, ko jo pričakamo, jaz sem dobil recimo takrat najboljšega turbentača Evrope. Petar Ugrinov je bil big band, en izmed članov big band kvarteta. Znanega, so rekli, da je najboljša turbenta Evrope. Jaz sem rekel, bi prišel ti igrati Mariji. In je prišel z veseljem. Krasno. In še ene druge, ki so zaigrali najprej to 13. maja na turbento. Na to pa je vse ljudstvo pelo. Jaz sem prišel do Marije, ko so jo prinesli, jo pokadil kip, na to smo zapeli vse pesmi, kitice 13. maja ob turbenti, kot sem rekel, in na to šli slovesno v cerkev, vse ljudstvo. Otrok je bilo neverjetno veliko, morda 150, v majhni župniji, ki je imela 500 ljudi tam. Ti otroci so imeli vsi cvete v rokah in so trosili cvete pred Marijo, ko smo šli v cerkev. Ko smo prišli v cerkev, smo jo postavili na podstavek, nosili so jo ključari, jo postavili na podstavek in zopet sem pokadil Marijin kip, na to so sledili pozdravi. Pozdravila jo je mlado dekle v imenu mladih. Pozdravila jo je družina, ki je imela veliko otrok v imenu vseh družin. Pozdravila jo je žena invalida, ki ga je že 26 let imela na vozičku. Sta skupaj dol se bila v klopi, ni mogel gor in smo mikrofon mu dali. Kako jo pozdravljajo kot svojo mati in rešiteljico in tolažiteljico. Potem jo je pozdravil kločar v imenu vseh Franov. Na to sem jo pozdravil jaz in sem imel poseben pozdravni nagovor njej. Na to je pa sledilo, Marijin kip je bil na častnem mestu, lepo ukrašen, zraven njega pa sem postavil veliko lepo košaro. Eden izmed duhovnikov je začel molitev rožnega venca. Vsi ljudje, vsa cerkev, bilo jih je, ne vem, morda 800 najmanj, pa so šli mimo Marijinega kipa. Rekel sem ljudem, pojdite mimo, dotaknite se jo, pobožajte jo magari. Zraven je košara, kamor naj odložijo svojo prošnjo. Marija ve, kaj jo prosijo. Naj jo Marijo prosijo. In ljudje so nosili prošnje. Po končanem obisku sem preštel prošnje, 481 listkov prošenj. Neverjetno odziv, kako so ljudje zaupali. In so hodili mimo več kot pol ure, ves čas molitve do konca, so ljudje hodili mimo, otroci vsi. In se dotikali Marije s tako vero, s takim zaupanjem, da na posnetku, ko gledaš, je kar pretresljivo, kako jo pogledajo. Invalidni otroci, defektni, bi rekel danes, s posebnimi potrebami otroci. In vmes, kasneje me je opozorila ena mama, da je tam tudi njen posinovljeni sin šel mimo svojo hčerkico. Ta sin ni bil nič veren, je bil prej nasprotnik cerkve. In imel je hčerkico 2 let staro, ki jo od rojstva bolijo nogice. In je rekla,
ona je šla mimo in to zvem potem. In se dotaknila Marije. In potem zvečer, ko so bili doma, prav, mene ne bolijo več noge. Mislim, vsi smo bili pretreseni. In šel sem gledati zopet tisto kaseto. In sem videl, ta očka pri vratih, ko gre Marijin kip noter, ko je bil bolj tesno, stoji in poboža Marijo, ta otrok. Je oček kak je dal. In potem je šel ponovno mimo njenega kipa in otrok se je dotaknil Marije. Kaj dela vera? Ja. Mi, kristjani, sicer ne častimo kipa, kot takega bi nam kdo lahko očital, to, da častimo pač ta material, kip, ki predstavlja Marijo, zavedamo pa se, da častimo skrivnostno navzočo osebo, živo osebo, ki je po tem blagoslovljenem znamenju, po tem kipu navzoča. Kaj ne? Absolutno, seveda. Je samo znamenje, je samo zunanja podoba, ker smo pač ljudje tudi materialna bitja, radi vidimo tisto, ne samo nekaj duhovnega, kar ne vidiš, je težko. Zato upodabljamo Kristusa na križu. In za nas milostna podoba, to najsvetejša podoba, znamenje. Uporabljamo znamenja, saj so tudi zakramenti vidna znamenja nevidne milosti. Bog je hotel po vidnem znamenju nekaj narediti. In Marijin kip je milostni kip, nas spominja tega čudovitega. In v zgodovini je bil boj za to, tudi ikonoklazem, vemo, a ne, ko so nekateri bili proti tem. Mi ne častimo kipov, jasno, mi ne častimo malikov, mi častimo Božjega Sina in njegovo mater. In to nam, ti izdelki nam pomagajo k temu, da lažje to doživljamo. Janez Pavel II., sveti papež, je dejal, da se vsaka generacija znova mora odločiti za Kristusa in za posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu in tudi potem za obnavljanje te posvetitve. Kaj ne? Ja, lepo ste spomnili na to, to je papež rekel že v Ljubljani, potem pa še v Mariboru, tudi ko je prišel sem, a ne, ko je šlo za svetost. A ne. Imate čudovite korenine, nam je hotel reči papež. Vaši očete in matere so bili verni. Vendar se ne smete na to tukaj ustaviti, bi rekel, pa zanašati. Čudovito je, da smo imeli take starše, ki so nam izročili vero. Zdaj se moramo pa tudi mi odločiti za njo. Vsaka generacija se mora znova odločiti za Kristusa. In to je pomembno, ker bo Kristus nas vprašal, ne naše očete, ne one tudi, ampak nas pa vsakega posameznika. Prej ste dejali, da že poteka predpriprava na ta obisk Fatimske Marije v Sloveniji. Na kakšen način? Kje lahko naše gledalke in gledalci spremljajo, sodelujejo sedaj v tej predpripravi? Tako, recimo, tudi tele oddaje, ki jih pripravljamo pogoste, tudi pri vas smo hvaležni televiziji Exodus, da je pripravljena, da so o tem pogovori. Vendar seveda, če bi bili samo pogovori, je premalo. V ta namen je nekdanji opat Nadrah napisal 6 knjižic, zelo lepih, stoletnica Fatime, in opisuje vse te najpomembnejše stvari, dogodek Fatime, sporočilo Fatime, kako se pripraviti. Torej, na voljo so nam te knjige. Razen te je napisal tudi knjigo Fatima, okno upanja, bogato knjigo vsem tem. Že sedaj vabimo verne, pa vse verne, najbolj preprosta in najbolj morda učinkovita priprava je molitev rožnega venca. V ta namen, da bi sprosili čim več blagoslova za obisk Fatimske Marije, da bi se ta obisk dotaknil srca vsakega človeka in ga prenovil. Da bi rešili čim več tudi grešnikov, kot je Marija prosila. Posebno pa bo seveda se začelo z letom 2016 pri nas, ko bomo obhajali 5 prvih sobot na fatimski način. To bodo lahko spremljali verni tudi preko televizije Exodus,
teh 5 prvih sobot v živo, dejansko bodo tukaj skupine, ki bodo molile, tukaj bo duhovnik, ki bo maševal in imel tudi nagovor za vsako prvo soboto. Tako smo pa verjetno prosili. Tudi preko Radia Ognjišče. Potem preko Radia Ognjišče. Na Radio Ognjišče bodo brali knjigo, odlomke iz knjige Fatima Okno upanja. Opat Nadrah, ki je napisal, je rekel, je tako citiral papeža Benedikta, ki je rekel, ko je človek zaprl vrata Bogu, je pa Marija odprla okno. In te odlomke bodo brali in bodo tudi odlična priprava. Torej, prve sobote, potem pa Radio Ognjišče, vaša televizija in tako. Mi upamo, da bodo tudi vsi duhovniki organizirali molitve, povabili k molitvam rožnega venca svoje vernike. Potem povabili k 5. prvim sobotam na fatimski način. Jaz bi zelo svetoval tudi, da bi si kupili mnogo teh stvari, o katerih sem govoril, ali pa skoraj vse imajo pri nas v Ljubljani na salve, jih lahko naročijo, pa jim bodo poslali, ali grejo duhovniki tja. Tudi sicer verjetno v vseh knjigarnah katoliških po Sloveniji. Po vseh knjigarnah katoliških so te knjižice na voljo, že sedaj. Zelo bi pa svetoval tudi nakup filma Fatimska prikazovanja. Je 92-minuten film, ki smo ga gledali že takrat. Jaz sem uporabil priložnost in sem vsem otrokom pri veruku, ker je film za 2 šolski uri, 2 uri se neko žrtvujem za to, niso izgubljene. In sem vsem verukarjem pokazal film o Fatimi. Bili so prevzeti. Zato sem rekel, če pride 150 otrok na sprejem in tam pripravljeno ure biti tam ob Mariji, nisem mogel verjeti, ko so bili tam. Skoraj niso hoteli domov. Otroci, po uri in pol sem rekel, zdaj pa za vas dovolj, vi greste zdaj domov. Zakaj pa, so mi rekli, ne? Torej, tako lepo je bilo ob Mariji. Potem sem vsem vernikom v cerkvi sem lahko zastrl, prednji del prezbiteri, dvorane še nisem imel, v tem pokazal film o Fatimi. Ob sobotah sem kazal ta film. Da je veliko faranov videlo ta film. Tako so začutili, kaj Fatima je. Kako je pomembna, kako je čudovito njeno sporočilo, kako nas Marija ljubi, kako nas hoče rešiti. Za sedaj, gospod Snoj, za naše gledalke in gledalce je zelo pomembno, da začnejo razmišljati, kako se pripraviti na to posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu, kaj ne? Ja. Kaj jim predlagate? Kaj naj naredijo sedaj v tem prvem koraku, ko slišijo vas? Jaz bi rekel, da bi bilo najboljše, da si kupijo tudi te knjižice, kjer je to vse razloženo in jih preberejo. So po 2 evra knjižice, sprav skromna cena teh 6 knjižic, ki so tako bogate. Vsaj eno, vsaj prvo od njih naj preberejo, bodo dobili že veliko informacij. Potem je bilo že pred tem izdano veliko knjižic in vse to dobijo tudi na Rakovniku, ali so tudi na spletni strani stič.com, a ne, 3x2v.stična.com. In lahko si te stvari tudi tam ogledajo. Potem bi predlagal, da si preberejo, kaj pomeni posvetitev, da pomeni to bolj dosledno življenje po evangeliju, da sledijo, da vseh teh 5 prvih sobot sledijo. To bo odlična priprava na posvetitev. In potem na Rakovniku in tudi v knjižici, ki jo bomo, obrednik, ki bo za ta prihod Marije pripravljen, Janez Wagner, mariborski tukaj duhovnik, je pripravil posebno knjižico za sprejem, da bodo lažje se pripravili vsi duhovniki, pa tudi župnije. V tej bo tudi posvetilna molitev posameznikov in župnij. V tej bo tudi, dobijo pa tudi poseben kartonček, lahko rečem, kjer čitljivo napišejo svoje ime in priimek, če so to pripravljeni, če bodo upravili to pripravo. Se pravi, da moraš kar nekaj izreči, ne da bi vedel kaj, da veš, kaj je posvetitev. To se bodo veliko naučili v prvih sobotah.
To bomo prosili tudi duhovnike, da bi imeli nagovore o posvetitvi, ki bodo tudi in so tudi pripravljeni. Na koncu, pred obiskom Fatimske Marije, bo 3-dnevnica, ki bo tudi del te knjižice. 3-dnevnica kot priprava na obisk Fatimske. Potem mislim, da jim ne bo težko izreči to. Obljubljam, da se bom trudil moliti, a ne? Redno, vsakodnevno molitev. Da bom čim večkrat molil, morda tudi rožnivenec, a ne? Da bom obhajal prve petke in prve sobote, da bom obhajal nedeljo, da bom bolj zvesto živel po evangeliju. To so te stvari, za katere si bomo prizadevali, za to gre. Ne? Gospod dr. Alojz Snoj, koordinator obiska Fatimskega kipa prihodnje leto v Sloveniji in predsednik Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu. Najlepša hvala. Hvaležni smo Bogu za navdih, ki ste ga dobili, da bi ponovno Slovenijo, naše župnije, obiskala Marija Romarica iz Fatime. Želimo vam veliko uspeha, moči, zdravja, da boste lahko vse to uspešno izpeljali za rešitev duš naših Slovencev. Hvala lepa, tudi jaz vam zahvaljujem za obisk, da sem lahko prišel sem, da sem lahko to povedal. Pa vsem, ki nas boste poslušali, hvala vam, pa želim, da bi tudi vi se ob teh besedah vsaj malo navdušili za ljubezen do Device Marije, do njenega brezmadežnega srca, da bi tudi vi bolj začutili, da Marija prihaja zato, da bi nas rešila, da bi njeno srce zmagalo. Skupaj z Jezusovim srcem bosta one dva zakraljevala slovenskemu narodu, če bomo tudi mi naredili svoj del. Hvala lepa še enkrat tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili v poslušanju tega pogovora. Naj pa zaključim z Marijinimi besedami, ki jih je izrekla po medžugorski vitkinji Mariji Pavlovič Luneti, ko je ta vitkinja pred nekaj leti obiskala Slovenijo in se je Marija prikazala v Stični, v cistercijanskem samostanu, kjer je bila tudi posvetitev njenemu brezmadežnemu srcu. Dobesedno je rekla: ne vam, ne vašim otrokom, ne vaših otrokom ne bo nikoli žal, če se boste posvetili.